Ob začetku rožnatega oktobra sodelavci programa Dora osveščamo o pomenu zgodnjega odkrivanja raka dojke in ženskam svetujemo, da se redno udeležujejo mamografije v programu Dora. Pod okrilje presejalno-diagnostičnega centra Dora UKC Maribor sodi dobra tretjina celotne populacije za program Dora ustreznih žensk, kar je okoli 112.000 žensk. Od ponovnega zagona programa Dora v začetku junija letošnjega leta do konca avgusta se je na povabilo programa Dora odzvalo 78% žensk. V presejalnih centrih programa Dora, ki spadajo pod program v UKC Maribor, smo skupaj naredili skoraj 12.000 mamografij, na dodatne obravnave povabili 385 žensk in pri 32 odkrili raka dojke. Za rak dojke velja, da prej, ko ga odkrijemo, bolje verjetno, da je karcinom omejen samo na dojko, lažje ga je zdraviti in tudi zdravljenje je uspešnejše. Če so včasih ženski z rakom dojke odstranjene celo dojko, obe prsni mišici in vse pazdušne bezgavke, sedaj vemo, da je pri omejenih tumorjih dovolj, da se odstranijo samo tumor in samo prva bezgavka, v katero bi se tumor lahko najprej razširil. Tako ženske ostanejo njene lastne dojke, hkrati pa skoraj nima težav z dotikanjem roke. Še ena pomembna novost v zdravljenju raka dojke je tudi za tiste ženske, ki imajo ob odkritju tumorja tumor že velik ali pa se je le ta razširil v bezgavke. Pri njih v sodobnem času najprej začnemo zdraviti rak z kemoterapijo ali s hormonskimi zdravili, da se tumor zmanjša. Na ta način ugotovimo, koliko je tumor občutljiv na zdravila, pa še operativni poseg je lahko potem manj obsežen. Poleg operacije zelo pogosto svetujemo obsevanje, potem pa različna zdravila, kot so kemoterapija, hormonska zdravila in tarčna zdravila, odvisno od vrste tumorja. S tem dosežemo, da se bolezen ne ponovi oziroma močno podaljšamo čas do ponovitve bolezni, lahko za več 10 let. V sodobnem času uspemo odkriti veliko večino rakov dojk ob diagnozi v omejenem stadiju, kar pomeni, da je v bistvu uspešno zdravljenje zelo visoka, kar pa hkrati pomeni tudi, da veliko bolnic z nami dolgo živi za to boleznijo, na kar vsi pozabimo. V Sloveniji živi približno 20.000 žensk z zapostavljeno diagnozo rak dojke in te ženske, čeprav v zgodnji fazi zdravljenja po zdravljenju nimajo fizičnih znakov bolezni, pa še vseeno s to boleznijo živijo in lahko tudi zelo dolgo časa zdravila jemljajo, ki preprečujejo ponovitev bolezni. In življenje z to diagnozo je dejansko breme, kljub temu, da fizično ni znakov bolezni in na to premalo opozarjamo. Rak je bolezen, ki globoko poseže v vsa življenjska področja ženske in seveda ženske ob tem doživljajo veliko različnih čustev, obremenjujočih, strah pred zdravljenjem, strah pred stranskimi učinki zdravljenja. Potem prilagoditi se morajo na spremembe, ki jih je bolezen povzročila, veliko je obremenjujočih misli. Vse to nekako povzamemo za besedo čustvena oziroma duševna stiska. Duševna stiska je spremljevalka zdravljenja raka in je pričakovana v vseh obdobjih, tako v času spoprijemanja z boleznijo, kot tekom zdravljenja, velikokrat tudi po zaključku zdravljenja, ob spoprijemanju s stranskimi učinki zdravljenja in pa seveda tudi takrat, ko se ženska vrača v delovno okolje. Viri pomoči so najprej to družina, v kateri ženska spregovori o svoji bolezni. Velikokrat je težko o bolezni v družini govoriti, kajti tudi svojci doživljajo strah in vse te duševno stisko ob doživljanju, spremljanju bolnice. Drugi pomembni vir je zdravstveno osebje z podano osnovnimi informacijami o bolezni, osnovno čustveno podporo in pa z spodbujanjem k zdravljenju. Velikokrat je danes tudi ta pozitivna spodbuda. Moraš biti močen, moraš biti pozitiven, lahko obremenjujoča, da ženske ne zmorejo spregovoriti o duševni stiski. In tukaj se pojavi vprašanje, kaj pa je biti močen. Močen je biti tudi takrat, ko svojo stisko začutimo, o njej spregovorimo in poiščemo pomoč.